se pa raje nič ne pije. Veš, ko imam počutek, tako nezavedno. Midva se zdaj kurčima, kjer je bolj pametni. Ne. Kako veš, da ne? Če to ne Jaz vem, kaj jaz delam. Ne, ti ne... Kako ti keotilnik si gledaš, ne moš vedeti. Ampak jaz ti povem, da se midva zdaj kurčima, kjer je bolj pametni. Okay. Ti mi skozi ga režeš tudi tam, ko jaz mislim, da bi mogel zdaj ti glavo dol dati, ker sem ti razložil. Ti še kar z racionalizacijo... Nisi mi razložil, ne. Vidiš, ko misliš, da ti mislim. Ok, tisti tvoji feni, bom raje rekel fenice, ne, bojo jog z ga v lupu, ne. Oni moje feni bojo, nisem razumel. V lupu, da z ga mene, da si me premagal, ne. A res to misliš? Če daš ti vprašaš tale intervju, kako se vam je pa zdaj uzgal v lupu. Pa meni je vsem, kako se vem, da ti zdaj, vsujem, ampak tvoje je nezavedno, ne? Ker imaš ful tekmovalni tip, ker si to sam priznal, ne? Ampak, da si ful tekmovalni, tekmovalnost je tudi nezavedno, ne? Zdaj, jaz sem tudi rekel tuk star kot tvoj fotar, ki ima grehe, ne? Imaš jezo do fotra, zato slutil tam po celem svetu, pa iskal srečo, pa nisi najdel. Ampak, veš, ko sem rekel, mi je pa všeč, kako se spopadaš z nevednostjo. To je pa super. Svaka čast, sem rekel, če mu pa kdaj povabil, jaz sem že veliko teh podcasterjev skenil, pa sem rekel, če mu pa povabil, mu pa prišel. Zato, ker spoštujem, kako se sooča z nevednostjo, pa ko imaš, tudi kretene si vljuden do njih. Rekel, do mene so še najbolj vljuden, mislim vljuden. Skozi mi petarde spušaš kaj pod noge, ne. Ampak, lej... Veš kaj, povem, kar čutim. Ja, ampak čaki čutenje tvoje ima fundament. Fundament je pa zamera do lastnega fotra, ki je delo pistarje, zdaj pa pride mogočni fotar, ki je zmeril me vse prav, še posebej, kadar je bil pijen. Ne, ni bilo tako, ampak... Ok, no, nezavedno ima svojo pas, ne? Ti ne veš, če nekaj ne delaš simptomatsko na pobudo nezavednega, ne? Tam v nezavedno imaš vesolje in meni ti kontriraš, pa sem jaz mislil, da mi ne boš to kontriral, ker ti bom vse razložil. Jaz bi želel, da mi razložiš. Ja, ampak kot jaz razložim, ti za lase privlečeš foro argumenta. Če ti povem, da na mehkih znanostih ni take vrste argumenta kot v trdih znanostih, v fiziki, kemiji. Lahko pa se približava temu. Jaz te probam približati temu. Ne? Jaz ti pa čem povedati, tako kot pri COVID-u, ki smo bili zbegani vsi. Kaj sem jaz naredil, ki sem sam pameten, kot sam satan? Jaz nisem svojo glavo tuhtul, ker v naši družbi obstaja klientela ljudi, ki se jim reče zdravniki ali pa virologi, ala Ihan, mogoče Bejovičeva, Logar, tudi Krek, ki je dosti močen bil v tem. Koga drugega bom zdaj Anico Bidar poslušal? Srečka Šorlja, Stevanoviča, Troho, kjer ga poslušal? Unga internista, ki je ali pa Zobarja, ki so bili kontra, narcistični, so bili kontra stroki. Jaz nimam druge v zagati, a se moram cepiti, jaz se ne bi, naraj se ne bi, pa se bom. Zato, ker unga, ki mora vedeti, ker smo se sistemsko zmenili, kdo bo zdaj se spoznal na virus, epidemijo, pandemijo? Teli ljudje, to so to zdravniki. Ko pa pravite tole, jaz ne bi, mož, zato da ne bi kolapsiral zdravstveni sistem, pa da se virus ne bo šil karkoli, pa da bi šel lahko na morje. Vse sem se cepil, enkrat, dvakrat, trikrat. Zdaj imam pa dost. Ok, nekoga sem poslušal, ki nekaj ve, pa bi naraj svojo glavo tuhtul. Tudi, ko jaz prijem zdravniku, ni nakar piše, zakaj jih je v Lombardiji tako umrl, ker so pričakovali, da bo umrl, ker je smrtonosni virus. Zdaj ga pa imam, zdaj pa umrl, to pa so umrl. To so eksperimentalno delali, ko so rekli, zdaj te pa kača pišla, je pa umrl. Ali pa zmrznil bom, v hladilnici sem, ker misli, da je pržgana, ni bila pržgana. On je vsem zmrznil, umrl. Ali pa smrtna kazen, ne bomo več z elektriko, ti bomo žile prerezali, je neboleče, samo ko te prerežemo. In mu žile prerežejo površinsko. Kabel 37 stopinj, kapla v lavor, on tuhta zavežen, umira. Človek je umrl, ker je mislil, da mora umreti. Moč misli je zelo pomembna. Ker sem prvi magisterij, ki sem ga mogel ponoviti, ker sem ga v Zagrebi v bistvu naredil, sem delal iz psihosomatike, zato toliko vem, kako psiha na vse učinkuje. A lahko odgovorim na tisto, ki sem prej? V bistvu me ful veseli, da me zaznavaš tako, da sem vsem spoštljiv. Zelo si spoštljiv, ti sem rekel, lega kreten bež, da te ne vidim. Ne, sploh nimam tega občutka. In mi je v bistvu, take stvari so mi najbolj zabavne. Rad sem v teh debatah. Poslušaj, a veš, koliko sem užival, ko so konzervati, Janez Zupan.
Smo kontrirali pri Bogu. Ne? A jaz njemu? Ti si mu kontrirali, smo bila v faktorju, slego, kurba te v lupu. Nisem bil pripravljen. Sem rekel, te v lupu ko škrnicl. Ne, ful dobro smo parirali in tehne argumente, ker je preveč obseden z Bogom, ampak ok, ta še ni tak pacient kot Alen Koman. On je pa fotra ni imel, zdaj pa brez Boga živeti ne more. Ampak tukaj, ko si rekel, da te, ne vem, kako si izraz uporabil, da te prvijam, tako. Jaz bi rad sam pač povedal, da recimo težje sledim rdeči niti, pa ne pravim, da si ti kriv za to, ampak mogoče sem jaz, ampak hočem neko rdečo nit držati, pa zdi se mi pomembno, da imajo argumenti vsebino in prej sem tudi izpostavil, da se mi zdi, da tvoji do zdaj niso imeli vsebine vključene noter in jaz ne morem sprejeti tega, kar si rekel, vse sem ti razložil. Razložil si mi, v bistvu si mi govoril stvari in jaz jih ne morem sprejeti na lepe oči, a veš? Lej, ti imaš konstrukt v nezavednem. Jaz? Ja. Kako pa ti to veš? Zato, ker sem teoretik, poznavalec psihe in vedno je tako. Jaz imam dostop do svoje psihe, ti pa nimaš. Jaz te preberem kot simptom. Ja, ampak iz svoje zavesti. Ne, svojo pametjo. Ja, svojega znanjem, ja. Ok, pa naredim 5% napako, da se motim. Mislim, večjo napako narediš, kot jaz lahko naredim. Ne, to ni res. Seveda je res. Ne, Freud je rekel, ženske naj me učijo o sebi, ženske nič ne vejo o sebi. Pa so ženske pa govorijo o sebi, ona nič ne vejo. Resnica o ženskah je nezavedna. Psihoanalitik lahko ve, kaj se žensko dogaja. Ne? Ona je pa ženska, kako boš ti v meni govoril, če ti si moški, si pa žensko, bom ja vedla. Jaz nič ne zavidam penis moškim. Baba Budasta, ti nič ne veš, kaj je bilo v tvojem 3. letu starosti, ki si lučka videla. Zakaj pa meni to ni izraslo? Kdo je to meni odrezal? Psihoanalitik to ve. Dobar, ti si psihoanalitik, ne šola. Lej, jaz sem toliko preživečil. No, in na slovenskem prostoru letno da nekdo 10 psihoanalitikov od sebe 100 kilobajtov nečesa, ali pa 1000. Ja. Jaz ti ga 10krat več. Ne, nisem te želel prizadeti, ampak želel sem dejstvo dati na mizo. Lej, kdo pa je psihoanalitik? Ne, ti si psihoanalitik? Jaz se ukvarjam z nezavednim, z proučevanjem psihe, ki gravitira v psihoanalizo. Ja. Ne mi žal pa reči psiholog, nisem psiholog. Ne. To bi bila žalitev za mene. Nisem psihiater, bi psihiater, ne. Jaz se ukvarjam z nezavednimi procesi, z duševnostjo, po Freudu, radikalno. Ti si analiziral mene in imaš tvoj claim, tvoja trditev je, da imaš ti večji dostop do mojega nezavednega, kot jaz sam. Ja, itak. Ok, na podlagi česa ne jaz ne verjamem te? Zdaj ti mi sploh ne boš verjel, ker imaš negativni transfer za tebe na nezavedni ravni, si negativni oče. Tisti, ki ima grehe. Ti tega ne moš vedeti, ker je to nezavedno. Kako pa ti veš? Zato, ker mi tako pariraš. Tvoje stavčne dikcije bi bile v resnici lahko čisto drugačne. Se prav predvidevaš. Ja. Ja, predvidevaš v mojemu notranjemu stanju, ja, do katerega nimaš dostopa neposredno. Ne, jaz berem tvoje simptome. Če ti meni pariraš, z veliko verjetnosti rečem, aha, tega pa tole jebe. Ti ne moš vedeti, kaj tebe jebe, ker ti je telo vzad. Sam jaz vem, da ti ne moraš vedeti, kaj mene jebe. Pa se ti, Leonardo da Vinci je bil 300 let mrtev, ko je Freud analiziral, zakaj je gej bil, pa tako naprej. To je spet tak argument, ki je prazen. Ne, pa mrtev... Freud je analiziral Leonardo da Vinci, to je argument tvoj. Ne, moj argument je, da se da nekoga, ki ne živi, Leonardo da Vinci 300 let mrtev, pa ga je Freud analiziral, pa povedal, gej je bil, pa je razložil, zakaj je gej. Bil je ateist. Mislim, kako s časovnim strojem ga gremo pa, ne vem, gremo zdaj na psihoanalitični kavč, pa še tam ne bo nič zvedeli, ker ne bo znal nič v besedi, pa 10 let se mogli z Leonardo da Vincijem na psihoanalitičnem kavču pogovarjati, da približno vedeli. Freud je s svojim znanjem na podlagi simptomov nekaj o Leonardo da Vinciju povedal. A je nekaj pravilnega povedal? To se ne da vedeti, ker nima časovnega... To je moj point. Zakaj govoriš, kot da je to se zgodilo? Zdaj, o čem sem pa pogovarjal, da je 1 + 1 2? Ne moramo se o drugem pogovarjati, če me tako sprašuješ. Ne, jaz moram samo tukaj pokazati ali pa, ne vem, moram sporočiti, da
mislim, da nimaš dostopa do analize mojega notranjega sveta v večji meri, kot imam jaz sam. Rekel, to je tvoje predvidevanje. Vse ta podcaste, tudi tunek si bil ti gost, ne samo v Zupanu, na punca te tlele o tem tvojih biznis IT pa tako naprej. Ne? In jaz sem se tukaj s tabo posredno, nisem se s tabo ukvarjal, kot sem se z nekim Obranovičem ali pa z Ogorevcem, ker študiram norost in to so pacijenti, ki brezplačno pridejo. Balzam za dušo, bolj je butast, lažje ga študiram, bolj z užitkom. Ne? Tebe sem pa spotoma, ki sem poslušal Toni Majhen, ne, je umrl. Moj prijatelj, Difuc, ful pameten, ne. On je pamet, je. Ko jih ni mogel, sam jih je men pošlo. Andrej Perkot, te težke tam, ko ima, men pridejo. Okay? Zdaj pa jaz poslušam vse živo, pa od tebi sem pa tudi sliko vzpostavil, pa si rečem, lega, kuk je, se dobro ukvarja s to nevednostjo svojo, ne, ful mu gre pri zastavljanju vprašanj, ne, odgovor ima, pa smo dobro parirali, ampak jaz vem, da tvoje psihoanalitične znanje ni tako močno, da bi ti o svojem nezavednem bistveno več vedel kot običajni takšni, ki so poznavalci vsega živega, to, ko ti absorbiraš znanja. In pa vsemi temi informacijami, da mi jaz, bi rekel, ne dam roko v ogenj, jaz rečem, jaz več vem o tebi kot ti. O meni. O tvojem nezavednem. Pa, to mi je Klakočarka rekla. Poglej, se najde nekdo, ki več ve o meni kot sama. Ker sem rekel, rdeči štikli, ne, so želje po kurcu. Ja, ne veš, pa jaz pa vem. Ne? A že kdaj lezbiko videla, da imela rdeče štikle? Pa je pa šla v grlicoma. Jaz sem videl. Spomenik sem mi postavil v državnem zboru, se režim. Zdaj je imela pri Marcelu, slučajno sem tukaj teh štikle tle gor, kak car sem jaz, ne? Pa Marico mi je domov poslala. Ko pa tele na sodišču, pa požaral tiste policaje, ki so režimsko upoštevali predsednico vlade, skozi mi vred. Ne moš ti... Jaz mislim, da me trolaš, ampak pustim to v duhu te igre, ampak hočem sam sporočiti, da se tega zavedam. Sam ti nisem jaz bistva povedal. Zdaj, bistvo je pa tole, ki je pomembno tudi pri drekovodu, ne? Recimo, ne? Jaz nimam rad glih Jankoviča, ampak jaz bi rekel s tem drekovodom nič narobe. Vsi tisti, ki najdejo 100 stvari, zlatuna voda, taka voda, čista voda, vsa mesta imajo tako drekovode spalane, ne? Podtalnica ne bo nič. Vse je pravilno. Zato, ko je tako jezo do tega Jankoviča, ne, ker je, ne vem, Srb, ker je levičar, ker partizani, in to so desničari, ne. Tudi kak levičar nasede, fama, čista voda. Ne, v nezavednem je konstrukt nekega besa, nekega zamere do Jankoviča in potem pride nek užah, nek vzrok. Drekovod je naredil, čista voda, trdi označevalec, Jankovič nam krade čista voda, ne. Nič narobe s tem drekovodom. Ampak jeza do Jankoviča botruje celi tej kalvariji, zdaj pa konc, v redu. Zdaj moš pa zaupati.